Jezusu sem skupaj, jaz sem sestra Andreja, Uršulinka, živim tukaj v Mariboru in danes skupaj z vami berem Evangelij po Luku, 9. poglavje od 28. do 36. vrstice. To je Lukovo poročilo o Jezusovi spremenitvi na gori, ko se pokaže 3 učencem v svoji slavi in je skupaj z Mojzesom in Elijo. Jaz vam moram povedati, jaz imam zelo globoko izkustvo tega kraja v Izraelu, pa še dodatno jaz sem rojena 6. avgusta, ko se praznuje v cerkvi praznik Jezusove spremenitve. In povem, da 25 let nazaj skupaj s svojimi sošolci, sošolkami, teologi smo romali v Izrael za 2 tedna in jaz sem se zelo veselila, da bom doživela kraj Jezusove spremenitve. Ampak se je Gospod odločil, da me bo razodel svojo slavo na popolnoma poseben način. Namreč bilo mi je zaupana velika vsota gotovine zaradi logističnih potreb in tisto jutro, ko naj bi mi štartali iz hotela na Goro Tabor, smo se že kar nekaj časa vozili na avtobusu, sem jaz z grozo ugotovila, da sem jaz denar pozabila v hotelu. In jaz sem mislila, umrla od srama. Sem povedala na avtobusu in je organizator, izreden človek, takoj vstavil avtobus, poiskala sva taksi in sva hitela nazaj proti hotelu, toliko ur vožnje. In meni je bilo jasno prvič, človeško gledano je nemogoče, da bi denar še vedno bil tam. In drugič sem vedela, da Gospod, da ne bom videla Gori Tabora. Ker tudi, če ne uspe in če nam Gospod naredi čudež, jaz ne bom šla, ne bom imela časa, da bi videla to cerkev in tako. Ampak Gospod pokaže svojo slavo mimo vseh človeških pričakovanj. Ko smo prispeli v hotel, je čistilka ravno odklepala mojo sobo in je bila vsa gotovina nedotaknjena. Čudež, absolutno čudež. Mislim, definitivno čudež. Gospodova slava, Gospodova moč, ne glede na naše človeške pogoje in meje. Na moje velikansko presenečenje, potem ko se vozimo s taksijem nazaj, tako da smo spet srečali z našimi sošolci in klepetamo s taksistom, on reče, ne skrbite, vaju potegnem do Gore Tabor in da boste lahko obiskali cerkev zastonj. In jaz sem tako prevzeta, sem se znašla na Gori Tabor, sem šla noter v cerkev. Sem doživela Jezusovo slavo, kako on kot Bog poseže v moje človeško, v naše človeške danosti in se razodene s tako močjo in s tako lepoto, da sem v srcu ves čas ponavljala, Jezus, lepo nam je tukaj, Jezus, lepo mi je s tabo, Jezus, dobro nam je s tabo. Tle naredimo šotor in ostanemo in sem obenem tudi doživela zelo globoko v srcu nebeškega očeta, ki mi je rekel, to je moj sin Andreja, to je on, poslušaj ga. Tudi vam želim danes, v tem postnem času, ko prihajamo pred Jezusa z našimi grehi, z našimi mejami, z našimi napakami, da se nam on lahko razodane v svoji slavi in da lahko slišimo očeta, ko nam reče, poslušaj ga, v redu je. Hvala.